Dobro, očitno se je v bendu le nekaj spremenilo, namreč plata Free at Last je zunaj, prvenec te skupine, prva studijska uradna plata. Z dobrimi producenti ste sodelovali, nedvomno je tudi za bend, kot je Inmate, ena čudovita izkušnja, da lahko ustvarjate s takimi producenti, kot je Poruša. Ta Poruša je res mojster svoje umetnosti, pač res je iztisnil iz nas oziroma obrusil ta diamant do potankosti, je dal tist special something zraven. Tako, mislim, ni pretiraval z ničemer, pač je tudi poslušal naše želje. Na koncu smo tudi prišli do spoznanja, da je, mislim, da je tudi on sam priznal, da dejansko to bi pa lahko šlo skozi, ker on osebno ni bil pristaš tega krolenja pa grovljanja pa skrimanja in pač pol smo ga nekot prepričali oziroma je bil cel proces tudi za njega. Razsvetljen je bil. Tako da načeloma pač ja, v čast nam je pač delati s takimi ljudmi nasploh, ko vidijo nekaj v nas, pa ko tudi mi začutimo tisto pravo energijo. Tako da. Še ena stvar, že pred enim letom, ko ste gostovali tukaj pri nas, ste Inmate veljali za bend z jajci. Tako se je prebralo po forumih, tudi vaš demo je o tem pričal, da ste Inmate res ena ta prava odrska zasedba, bomo tako rekli, ki izžareva neko energijo, ki izžareva neko moč. Boste tudi naprej ostali zvesti temu? Absolutno. Mi sami sebe smatramo kot live band, tam smo dejansko postanemo tisto, kar nosimo, ne vem, čez teden, tiste neke frustracije, kaj jaz vem. In ko prijemo na stage, prije ven tista, ne vem, rečemo temu pošast, ko se skriva čez dan, ko pade noč, prije ven tista alter ego. In v takmu, mislim, v tem okolju se počutimo dobro, to nam je cilj, ta live energy dati osebam, ko so pod odrom, pa magari tudi na odru zraven nas, tako da dihamo s publiko. To je tisto prvinsko, kar nas žene naprej. Free at Last, končno svobodni. Zakaj tak naslov? Free at Last ponazarja sam proces razvoja benda, se pravi od samih najtežjih trenutkov do spoznanja, mislim, srečanja, rečemo, z mano, ko smo pelali to zgodbo naprej kot bend, celota, mislim kot celota. In zdaj smo na oni točki, ko rečemo, da na vrhu, ampak ko priješ na vrh, mislim, na vrh priditi ni lahko, ampak ostati tam, to pa je tisto. In to je tista glavna ideja. Sam z delom priješ lahko na vrh in tam lahko tudi sam z delom ostaneš. Se pravi, konceptualno zasnovan album, komadi od prvega do zadnjega opisujejo to pot. Tako da, načeloma, ko ne veš ne levo, ne desno, se moraš ustaviti, vdihnati, reči stop, pa pogledati not v samega sebe, pa najdi tisto pravo energijo. In mi na srečo smo jo našli in dali to noter v to plato. Je par različnih for, kako se dejansko ime benda, naslov plate, se upada, rečemo Inmate kot zapornik, Free at Last končno odzuni, čeprav to Inmate smo kot ujetniki našega duha in našega časa, svobodni smo s svojim delom, to kar delamo in končno tudi plata odzuni po 5 letih, zato je tudi Free at Last, ful je zgodb povezanih s tem, ampak so ful dobro povezane in smo ful veseli, da smo lahko neko tako celotno zadevo speljali te gladko, da se dejansko stvari med sabo ni nekega paradoksa, da čuj, zakaj pa to tam, če to ni tako, vse je tukaj, ker mora biti. In dejansko plata je naslov na sam
čas, kako dolgo je nastajala, plata ima naslov, na sam potek, kako je nastajala, plata ima naslov zaradi samega benda in na koncu tudi ta naslov, da je namenjena ljudem, ki so mogoče v takih situacijah, da ne vejo, kam bi in imamo jim nekaj zapoveja, da če ti kjer sere po glavi, dejansko ga odpit in rešen boš enega bremena in boš tudi na koncu ti frije tlesno. No. Snemati plato, tudi pisati besedila, ki imajo nek koncept, je nedvomno težko delo, zahtevno delo in verjamem, da tudi sama pot je bila kar težka. Ste bili kdaj v nekem prepadu, ne vem, a skoči čez ali dokončno reči, pustimo nekaj časa to plato na mir, bomo naprej nadaljevali? Ne, glih pri nas je to, mislim, ona svetla pa glavna dud je to, da ne nehamo delati, tudi če smo najbolj v bedu, oziroma sej načeloma, če tekle gledaš, ne vem, slabi trenutki so ponavadi zelo, ti dajo veliko inspiracija. Tega, če vse sončno pa v rožicah, načeloma si preveč happy, da bi karkoli sploh lahko, ne vem, delo. In mislim, postaviti besedila v sam koncept načeloma ni bilo toliko težko zaradi tega, ker smo, tako sem rekel, mislim, opisuje sam potek pa sam razvoj benda. Tako da, pisala besedila smo jaz pa Andrej. Mislim, ko sem prišel jaz v bend, so bila besedila že napisana, pa smo jih stran vrgli, mislim, večinoma. V bistvu so se sam priredila, v bistvu so bila napisana za stare izvedbe komadov, pa so se pa priredila za novo. Plata Free at Last zunaj, 30. marca ste imeli release party. Kako besedo več o tem? Ja, tudi party je bil, mislim, release party. To je bil za mene eden tak najbolj osebnih koncertov, ne samo za nas, ampak ker smo vsi Velenjčani, smo to naredili najprej itak, da v Velenju. In je bil res prav tak domač release. Mislim, vse je bilo tako, kar je moglo biti. Za support smo poklicali SD Here, so se brez skrbi odzvali na to. Oni so ful dobro špilali, mi smo ful dobro špilali, publika je bila zadovoljna. V glavnem, če bi MC imel streho, bi streho. Ne bi je bilo več tam, ker je bilo pa sladko je bilo, nabito polno, taka pozitivna energija, res tisto, kar smo hoteli narediti. Ni bil tipičen release party sam z samim koncertom pa druženjem, ampak tudi smo imeli vzporedno, je potekala, mislim, še vedno poteka razstava od naše fotografinje Tiljen Mucik, ki je tudi možno, mislim, poteka tudi dražba, ki gre za denar, bo šel za njen nadaljni razvoj, pa tudi v dobrodelne namene za padalca Simona, katero zgodbo verjetno tudi vsi poznamo. Ja, smo rekli pač, dajmo, če so nam ljudje toliko dali, dajmo tudi mi njim nekaj nazaj, da ne sam, ne vem, zvokovno, ampak tudi vizualno, da se malo povežejo, pa da vidijo tudi, ja, da damo nekaj nazaj dobrega tudi tega. Omenila sta, da je bil MC v Velenju poln.
Če se še malo dotaknem same scene, v Velenju vemo, da reperska scena je kar močna. Kako je pa z alternativno sceno? Ja, alternativna scena, moram reči, da nekot še obstaja. So mladi bendi, ki so začeli igrati oziroma že igrajo nekaj časa. Zdaj moram reči, da nekot, kolikor spremljam še velenjsko sceno, so tisti nekot zlati časi šli mimo. Dejansko dan se mladina ne ukvarja več z glasbo, praktično to, kolikor bi se lahko. So se predhodniki, ko ni bilo še ala Facebooka, MySpacea, ne vem kaj, so bili bolj praktični v tem smislu, na placih snema demo kasete, snema demo CD-je. In je bila v Velenju včasih ta scena ala rock and roll, metal zelo polna, močna. Vsi so poznali, ne vem, velenjske bende in so bili zelo, ne bom rekel popularni, ampak priljubljeni drugod po Sloveniji. Zdaj pa se mi zdi, rečemo, da je še kar v redu, ampak zdaj je bolj posplošena. Rečemo, mi smo metalci, kauzi, pač ne igrajo več. Pol imamo rock and roll, Res Nullius, imamo hip-hoperje, Mrik, Zenget, imamo rečemo tudi obetavne house DJ-je, elektroniko in pač bolj nasplošno je šlo vse, ampak še vse je neka obstaja dobra scena. Je pa dejstvo, da zdaj včasih je mogoče bila neka slaba energija med samimi žanri, neki, ne vem, reperi se niso mogli z metalci so rekli, ko je kurat ta elektronika. Zdaj pa dejansko se vedno bolj družijo, vedno bolj sodelujejo, ustvarjajo in to je tisti glavni point, za kaj se dejansko ta scena še drži, za tisti, ne vem, za zadnje, mislim, niso v zadnji vzdihljaje, ampak problem v Velenju samem je to, da nimajo placa bendi sploh delati. Težko je najti plac za klonišče, kolikor hočeš, ampak noben jih noče dati na razpolago. Objekti so, ampak jih občina noče sponzorirati oziroma finančno podpreti. Ok, zdaj se dela neki v eni stari pekarni, če se ne motim, bojo tam imeli noter place za vaditi. Stara elektrarna je bila včasih. Tako da nekaj se dela na tem, pa upam, da bojo spet kickstartali to sceno velenjsko, ker samo okolje je za ustvarjanje fenomenalno. Ki ste ga posneli v sodelovanju z vokalistom pri bendu Last Day Here. Marko je z vami sodeloval. Preden bomo šli na sodelovanje, nekaj več o videospotu. Kje je nastal, kako je nastal? Ja, za prvi videospot smo si dejansko izbrali en prostor, ker sami nismo nekot imeli v glavah, kako vse to poteka, nek tak ziher placa. In smo si zato izbrali Velenjski dom kulture. Smo ga dobili na uporabo za en dan, ker smo dejansko imeli vse, štrom, luči, muziko, vse, kar pač nuca za videospot. Za sodelovanje pri snemanju smo povabili kolega Mitja Legat, ki nas je že enkrat snemal v Kinu Šiški in smo bili zelo zadovoljni s tem posnetkom. In je samo snemanje, sicer je bilo dolgo 16 ur, ampak je bil čisti tako Mike pravi gverilski stil. Doben ni vedel, kako bo izgledalo ta scena, urna scena. In ker smo pa dejansko hoteli narediti samo nek predstavitven spot, da se lahko mi kot band Inmate predstavimo sami širši publiki z videospotom, je dejansko na koncu vse izpadlo zelo ok. Se pravi, da scene so cool, mora izgledati, ker pač izgleda. In nismo preveč komplicirali kako bi rekel, sami zgodbi, zgledu, ko imate šusen, without warning, spot mora tudi zato biti temu primerno dinamičen in mislim, da nam je ratalo narediti neko tako predstavitev, kdo smo in
kaj delamo in moram pa povedati, da ful težko igramo, ker tisto pravo energijo, da jo zaigraš, to je tako, da bi hlinil orgazm. Je težko, no, tako da vsako misli, da je v easy posnet video spot, da tam nekaj zašpilaš, pa to ne, sorry, ni res. Sodelovanje z Markom, zakaj do tega je prišlo? Zakaj? Na začetku smo mislili, da bo sam na 3-4 komadih, ko bi bili bolj melodični že v samem štartu. In pol, ko smo bili v studiu, jaz, Tato Ruša pa Marko, ni bilo smiselno ustavljati tega kreativnega procesa. Ujeli smo se kot dober tim in smo rekli, ajde dober, dej, če ne bojo pobi imeli kaj proti, če jim bo všeč, bomo pa tudi, mislim, sama stvar je bila taka, da sem jaz odpel te srednje registre, on je dal pa ono višnjo na vrh sadne kupe, češnjo. Viš, kje si najdel kislico, leg? Po želji, prijatelj. Po želji? Može i banana. Češplo. Češplo. V glavnem je dal to piko na i, bo boljš. Tako. Ok. Kaj kamera? Evo. Pa, tako da vsakmu komadu ga je malo, pa upam, da bo tudi še kdaj. Še kdaj, ja. No, vse nekje smo izvedeli, tudi tukaj po Gorici se tako malo šušlja, da so bile neke želje, da bi to sodelovanje z Markom in pa z Inmate zraslo tudi morda v nek skupen band, skupen projekt. Ja, so bile, smo se pogovarjali o tem, ampak Marko ima Last Day Here, zelo dober band, in smo se dejansko zmenili, da če bo imel čas kdaj iti na kak koncert, bo šel zraven in je to. Niti ga nismo vsili, da bi bil zraven. Vprašali smo ga, ker ne bi s tem dejansko nič zgubili, nič. To je bila ena taka perfektna kombinacija, ker se pač, če je nekaj dober, da paše v band, se mi tega pač ne bomo branili, pa če je to še en član zraven, pa še en član zraven. Tako da bomo na takem sodelovanju, da bo kot gost na parih koncertih, ki bo pač imel možnost iti, in je to. Smo pri koncu, ne boste verjela, ampak še zadnje vprašanje. Načrti za naprej. Omenil si koncerte, ampak še kakšno presenečenje morda? Zdajle v prihodnosti imamo planirane koncerte Maribor, Milano, Zadar, Tolmin, Metal Camp, Metal Fest. Tako da načeloma zaenkrat so to prvobitni plani, pa pač dobiti še več koncertov, posnet še kak video spot. Željo imamo posnet spot z ljudmi, načeloma iz Velenja ali okolice, ali pa kjer se počuti dober z našo muziko v naši družbi. Vsi so vabljeni, da nas bo čim več, da bo čim večji žur. Tako da pa začeti delati, oziroma delamo že na naslednji plati, imamo 5-6 že demotov zaključenih, oziroma osnovno zaključenih, prva stopnja je končana, še parih skup spraviti. Instrumentalno stojijo dokaj dobro, vokalno jih je treba še obdelati in pol se zapreti spet v
po samih koncertih se zapreti v studio, pa začeti ta proces še enkrat. Ne. In jaz sem danes, ko sem stal pred ogledalom, sem videl, sem se pogledal v glavo, pa sem rekel, fuck, stari, ko sem prišel v band, nisem imel las, mislim, sem bil brit, zdaj imam čupo. Zdaj, če bi se še enkrat ubril, ziher, zdaj bo krajša doba, saj upamo. In če se še enkrat ubrijem, bom imel glih eno lepo gobico na glavi, se meni zdi. Tako da upamo, da čim prej druga plata, da nadgradimo ta Free at Last z nekim, ne vem, dodatnim šusom še. Bomo pa videli, kaj bo, absolutno bo pa ziher lahko bolj brutalno, lahko bolj melodično. To pa še mi ne vemo. To še mi sami ne vemo. Ampak žgalo ga bo, to pa absolutno vemo. Tako. To je to, z menoj sta bila Mike. Bandala. in Mate. Fuck je. Hvala. Kaj je kamera, če ve?